Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej o zakonu o bančništvu. Ta zakon je namreč zelo aktualen, predvsem zaradi zadnjih dogodkov v zvezi z imenovanjem novih nadzornikov v Novi Ljubljanski banki. Po našem mnenju so bili trije novo imenovani nadzorniki v preteklosti, tudi so krivi za nastanek bančne luknje in zaradi tega smo vložili novelo zakona, ki uvaja nov kazalnik ustreznosti kandidatov za nadzorne svete bank, in sicer glede na višino nedonosnih, torej slabih terjatev. Torej ugotovi se delež slabih terjatev v banki, kjer je oseba delovala na najpomembnejših položajih v zadnjih 2 do 10 let. Delež se torej ugotovi tako, da se vrednost slabih terjatev deli z vrednostjo vseh terjatev. No in ta delež se najprej primerja s povprečjem slabih terjatev v vseh slovenskih bankah. Da ta test posameznik prestane, mora biti delež slabih terjatev nižji kot v povprečju v vseh bankah v Sloveniji. In druga primerjava, v drugi fazi, pa se delež slabih terjatev banke primerja še s povprečjem bank v evrosistemu, torej v Evropski monetarni uniji. In če tudi v tej primerjavi kandidat pod povprečjem je torej neprimeren. Če bi takšna merila imeli za zadnje imenovanje, do tega imenovanja sploh ne bi prišlo teh treh nadzornikov. Da ima Nova Slovenija tukaj prav, pritrjuje tudi vlada. Namreč identično novelo zakona, ki jo Nova Slovenija vložila v parlamentarno proceduro, je potem 14 dni kasneje vložila tudi vlada. Torej, kot kaže, bo proces takšen, da bo naš zakon prvotno zavrnjen, potem bo pa copy-paste zakon vlade, kot kaže, potrjen. Drugi zakon iz novega področja, to je zakon o javnem naročanju. Glavni cilj in namen predloga naše novele zakona o javnem naročanju je predvsem zaščita in učinkovito varstvo podizvajalcev v postopkih oddaje naročil. Ključna sprememba, oziroma poglavitna novost, ki jo zakon prinaša, je obvezno in neposredno plačilo podizvajalcev strani naročnika. Namreč to je bilo že v preteklosti, v naši zakonodaji vlada potem s 1.4. to zakonodajo spremenila in podjetniki se zelo bojijo, da bodo tisti, ki so zadnji v verigi, ostali, tako kot se je zgodilo že v preteklosti, ostali brez denarja. In kar je najbolj žalostno je to, da v preteklosti je bila največji neplačnik prav država. Spomnimo se podizvajalcev pri gradnji pomurske avtoceste. Druga poglavitna lastnost je, da se omejuje možnost zamenjave podizvajalca ob podpisu pogodbe z njim zaradi zniževanja cene na način, da se za zamenjavo podizvajalca zahteva njegovo pisno soglasje. In kot tretja novost zakona je, glavni izvajalec mora določen del javnega naročila izvesti z lastnimi kapacitetami, in sicer najmanj 20%. Kaj se na ta način pridobimo? Na ta način se bo torej preprečilo izvajanje javnega naročila izvajalcem, tako imenovanim inženiring družbam, podjetjem, ki imajo zgolj in samo pisarno brez zaposlenih in so brez premoženja in brez tudi sleherne odgovornosti. Torej zakon varuje predvsem tiste najmanjše v verigi podizvajalce, da dobijo denar, za katerega so tudi svoje delo pošteno oddelali.